Ja, jaz sem zelo vesel, da danes ni bilo potrebno izpeljati aktivnosti, ki bi na nek način zaznamovali ta sejem, otvoritev sejma v smeri, ki si jo tudi mi ne želimo. Smo kmetje, podeželani, jemljemo ta sejem za svojega, smo bili pa prisiljeni pravzaprav izpostaviti te zahteve ravno v tem času, zato ker tu prihajajo visoki gostje iz tujine, vsi domači, pomembni domači funkcionarji in samo takrat je neka resna pripravljenost za pogovor o problematiki kmetov in slovenskega podeželja. Torej, čeprav do 21. ure, ki smo včeraj postavili, ni bilo formalnega uradnega odgovora, sem pa zelo vesel, da smo kasneje dobili sporočilo, kot pravimo, prenašalca pozitivnih novic, da absolutno zagotavljajo, da se bosta oba ta dva temeljna sklepa realizirala, torej, da se bo omogočil odstrel najnevarnejših volkov, ki napadajo domače živali v neposredni bližini domov ali v ograjenih pašnikih, in drugi sklep, da se bo kmetom v okoljih, v občinah, kjer so deležni kjer so pod bremenom teh napadov volkov, medvedov in šakalov, ali pa so te vrste zveri v prevelikem številu, da se jim bo dalo ustrezno nadomestilo na hektar kmetijskih in gozdnih površin, in da bo ta ukrep veljal do takrat, dokler se ne bo stalež pripeljal do takega nivoja, da se te škode in tudi nevarnosti za ljudi ne bodo več pojavljale. Sem tudi vesel, da bo v tej peticiji, ki jo bo danes predsednik sindikata kmetov predal Evropskemu komisarju za kmetijstvo, da sta navedeni tako ti dve zahtevi, kot seveda tudi vse ostale zahteve, kjer smo Sindikat kmetov Slovenije in Slovenska ljudska stranka usklajeni, in prav dejstvo, da te zahteve podpira tudi kmetijska ministrica gospa Pivčeva, je najboljši dokaz, da dejansko gre za neko zavezo, da bodo te stvari tudi izpeljali. Ker pa je vendarle ta stopnja zaupanja na nizki ravni, dejstvo je, da vlada v 5 mesecih ni bila v stanju zagotoviti, da bi padlo 5 najbolj nevarnih volkov, in da se lahko zgodi torej marsikaj, res ta stopnja zaupanja ni visoka, smo povedali, da v primeru, da v naslednjih dneh in tednih to ne bo realizirano, bo v četrtek 19. septembra v Ljubljani pred vlado in morda še kje velik protestni shod. Boj, da so lovci že v akciji in da se je z odvzemom divjih zveri že začelo. Ja, tudi po naših informacijah je to ravno zdaj, se pravi to, da so se lovci odločili tudi za skupinski lov oziroma pogone volkov, je dokaz, da misli resno vlada s to obljubo, da kljub temu, da v odločbi še vedno je navedeno, da če odstreliš napačnega volka, grozi lovcu in lovski družini visoka kazen, da kljub temu imajo ustno zagotovilo, da se te kazni ne bodo izrekale, dokler se sam odlok ne bo spremenil. Torej prav te aktivnosti lovcev dokazujejo, da so se zdaj, se pravi, lovci, ki so bili seveda najmanj krivi, ker lovci jih je povsem treba razumeti, zakaj bi ob tem, da je že itak zahtevno loviti, torej iti v odstrel volka, zakaj bi se izpostavljali visokim kaznim zase in za lovske družine, če odgovorni predstavniki vlade ne naredijo tega, kar so po ustavi dolžni. To je to, da skrbijo za varnost ljudi in njihovega premoženja. Mogoče še kratek komentar, kako komentirate grožnje gospodu Medvedu. Ta tema očitno zelo polarizira, nekateri so pripravljeni iti v ekstreme, zato da bo zverinjak podeželje. Vaš moto pa je bil, da ne bo zverinjak podeželje. Kako komentirate te grožnje in ali v neki normalni demokratični Sloveniji so takšne grožnje sploh dopustne? Seveda niso dopustne. Bil jih je deležen gospod Medved, bil sem jih deležen tudi jaz, že teden dni prej. Tudi je sramota, da je del vlade skušal celo ustvariti vtis, da te grožnje prihajajo iz teh naših krogov. Torej, kot prvo jasno povem, do
konflikta med sindikatom kmetov, kmeti, podeželjem ljudsko stranko ne bo prišlo. Mi smo tukaj povsem na istem vlaku, borimo se za iste vsebine z nekoliko različnim načinom, medtem ko je sindikat se odločil, da ne bo organiziral današnjega protesta in počakal september za pogovore, je Slovenska ljudska stranka ocenila, da je potrebno zaradi bližajočega šolskega leta in vseh stvari, ki so s tem povezane, narediti maksimalni pritisk, da se preprečijo morebitne take in drugačne nesreče. Seveda ni normalno za normalno državo, da pri tem, ko se boriš za to, da zaščitiš en pomemben del populacije, da je varen pred zvermi in da so varni na njihovo premoženje pred zvermi, da si zaradi tega deležen groženj s smrtjo. Ampak do tega pripeljejo ukrepi in delovanje vlade, kakršno imamo. In ta vlada mirno gleda, ko se desetine in desetine milijonov dajejo tistim, ki želijo narediti Slovenijo zverinjak, ljudem, ki bi pa želeli normalno delovati zato, da bi bilo podeželje obdelano, poseljeno, varno, da bi lahko zagotavljalo dovolj hrane tudi za primer kakšnih izrednih razmer. Te ljudi pa ponižujejo do take stopnje, da niti najosnovnejšega ukrepa, za katerega bi rabili pol ure časa, niso pripravljeni sprejeti. Ampak, da zaključim pozitivno, mi smo zelo veseli, da smo v tem trenutku na tej točki in verjamem, da je to tudi en prelomen trenutek in da bo septembra marsikaj drugače. No, smo tukaj tudi na tej točki, na sejmu Agra, gospod Podobnik, da res zaključimo pozitivno. Ta sejem kaže, tako kot ste rekli, enotnost populacije, enotnost podeželja in me zanima, kaj bi sporočili tudi ljudem, ki gledajo pred ekrani, naj pridejo, obiščejo si, pogledajo, kako je podeželje v bistvu res lahko lepo. Seveda, to je vrhunski sejem in dajem čestitko vodstvu sejma za vsa ta leta vrhunskega organiziranja. Tu se predstavljajo pravzaprav vsi razstavljavci, ki kaj pomenijo na področju kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja in turizma in tudi širše. Kdor ne pride na ta sejem, veliko zamudi in to je predvsem vabilo tudi meščanom. Pridite pogledat, se pravi, mi imamo čudovito podeželje in imamo vse možnosti, da je od tega podeželja imajo veliko tako tisti, ki živimo na podeželju, kot tudi meščani, da je, če bo obdelano, poseljeno, varno in tako verjamemo, da bo, dobrodošli na sejmu. Hvala lepa. Hvala.